senci gora, vije se cesta. Ta cesta živi, za življenje skrbi. Toliko zgodb, ki Simona Drev se je rodila skoraj čisto gluha, vendar ji to ni preprečilo, da bi dosegla izjemne uspehe. Njena starša sta se odločno borila, da je obiskovala šolo za slišeče. Kljub številnim oviram je osnovno šolanje zaključila nadpovprečno, s čimer je dokazala, da so meje le v naših glavah. Bila je večkratna gostja spletne televizije, kjer smo jo spoznali kot izjemno žensko, športnico in poslovno žensko. Njena energija in pozitivnost sta navdihovali vse, ki so jo imeli priložnost srečati. Bila je ženska, ki ni poznala besede nemogoče. Kljub številnim izzivom je vedno vztrajala in se borila. Simona je bila v vseh pogledih posebna ženska. Tudi vaša televizija jo je spremljala skozi njeno pot, ker je vedno izstopala. Tako je bila posebna v svetu gluhih, kot je bila posebna in kot je izstopala v svetu slišečih. Bila je vsestranska oseba, bila je športnica, bila je umetnica, bila je poslovna ženska. Bila je ženska, ki se ji lahko samo klanjamo in smo res hvaležni, da smo jo poznali, da smo jo imeli v svojem življenju. In tudi jaz sem zelo vesel in hvaležen, da sem lahko zadnjih 12 let preživel z njo. ta reka ne spi, za življenje skrbi. Simonca, tvoj pogum in neomejeno stremljenje k svobodi v tvojem kratkem, vendar edinstvenem letenju skozi življenje nam bolečini v srcih navkljub puščata neusahljiv vir navdiha in volje imeti rad in živeti življenje. Tvoje rojstvo je rosnima mladim staršema že v izteku njunih najstniških let dalo nekaj najlepšega v življenju. Ni vedno bilo lahko, poveš. Okolica te ni vedno spremljala. Integracija v normalni šolski sistem je bila za izjemno bistro, borbeno, vendar še vedno drugačno deklico boj. Tvoj od staršev, ki so te vedno spremljali, pa tudi od brata Igorja in moj. Vedno smo držali skupaj. Simona je borbeno vztrajala. Vpisala se je na študij mikrobiologije, med katerim je v celoti izgubila sluh. To obdobje njenega življenja je bilo izjemno zahtevno, saj se je morala soočiti z novo stvarnostjo. V tistem času je bila operacija za polžev usadek na slovenskem razponu in se je pogumno odločila za to možnost. Operacija je zanjo pomenila preporod in vrnitev v svet slišečih, v svet glasbe in razumevanja z okolico ter nadaljevanje študija. Študentsko življenje si zajemala z veliko žlico, htela si zaužiti tudi na sploh življenje, svojim nalezljivo prijetnim karakterjem in izražanjem svobodne volje. Kot do tedaj je tvojo pot tudi dalje zaznamovala zavzetost, predanost, borba, da uspešno dosežeš zadane cilje. In tudi tokrat si uspešno zaključila svoje izobraževanje na biotehniški fakulteti ter postala diplomirana mikrobiologinja. Ponosni ati, mama in jaz smo z navdušenjem slišali tvoj zagovor diplomske naloge. Spoznala si življenjskega partnerja Erika in ustalila sta se v majhnem kotičku nebes, tam v dolini reke Soče. Vseh 12 let bi lahko strnil nekako v 3 sklope. Spoznala sva se zaradi odbojke. To je bil prvi sklop. Nadaljevala sva v baru. To je bil drugi sklop. In ko sva bar dala iz rok, se je začel tretji sklop, ko sva začela oba se ukvarjati z umetnostjo. Ona iz soških naplavin, kamenčkov, vejic je delala slikice, jaz pa iz malo večjih soških naplavin sem začel ustvarjati razne lepe stvari, ki jih lahko v osnovi naredi samo narava. In če se vrnem nazaj, 12 let,
ko sva se s Simono začela spoznavati, so to bila res lepa leta, so bili lepi dogodki, lepi trenutki, ki ostanejo zavedno. Kot vsaka solza, ki je bila obrisana iz mojega lica z roko, katere nisem videl. Doživel sem veselja, za katere nisem prepričan, da si jih zaslužim. In to mora biti zato, ker ti misliš, da si jih. In takoj, ko se zazdi, da se moj svet sesuva v koščke, se stvari začnejo ponovno sestavljati. V tistem trenutku, ko si zapustila zemljo, je bil to zame najtemnejši dan mojega življenja. Simonino življenje ni bilo lahko. Večkrat se je spopadla z rakom in ga tudi premagala, kar je znova in znova dokazalo njeno neverjetno moč in voljo do življenja. A žal se je bolezen ponovno vrnila in Simona se je od nas nazadnje poslovila zavedno. V spomin na njeno izjemno življenje in dediščino so pripravili čudovito razstavo umetniških del ter predmetov, ki so ji veliko pomenili. Razstava je vključevala tudi umetniška dela njenega življenjskega sopotnika Erika z naslovom Korenine, ki izpostavlja globoke vezi in ljubezen, ki jo je razdajala bližnjim. Tisto popoldne, preden si zavedno zaspala, je bila ob tebi družina, prijateljice in tvoj partner Erik. Priznam, nekoliko si me zavedla z optimizmom in podrobno izdelanimi načrti za praznovanje tvojega rojstnega dne, Erikovo razstavo izdelkov iz korenin, potovanjem z avtodomom v Španijo, ampak prav je tako. Tvoj optimizem, močno izražena svobodna volja in borbenost so vedno najlepši testament tvojega življenja. Hvala za vsa leta, katera smo preživela skupaj, hvala za vso podporo, ki si mi jo dala. In lepo je vedeti, da sem tudi jaz bil tvoja podpora, tvoj steber in dejansko sva se dopolnjevala in sva v bistvu podpirala en drugega na tej najini poti, tako da lahko rečem še enkrat hvala, tja med zvezde. Se z luno igrat in zvokovi zaspat in pride moment, ko se ustavi. Takrat cesto boli, ko ločuje ljudi. Simona Drev bo vedno ostala v naših srcih kot simbol neomajne vztrajnosti, poguma in navdiha. Njena zgodba nas uči, da je življenje dar, ki ga moramo ceniti in izkoristiti vsak trenutek. Simona, hvala ti za vse. A reka ne spi in nosi spomine, naj prinese v noči tvoj skrivnostni dan.